Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Kako petkovo jutro pa je to bilo, ne? Mora biti Kaj tako smo, dali smo skok s padalom v tandemu. Ja, dali smo še zadnjo besedno geslo za celo poved. Pripravljali smo se na to, da danes damo Jurija, seveda, ne? Rešili Emino dilemo še eno. Tako kot vedno. Ema je tudi prvič zmagala v skoraj nemogočem vprašanju. Bila smo pravzaprav čisto Ne, enaka, mislim, ampak ne bomo se več kregali, pojdite poslušati, pa sami ocenite. Ampak jaz mislim, kak je Ema zmagala. Tako. V bistvu te je razmontirala. pravzaprav me ni razmontirala. Pravzaprav te Kako je. sem Pravzaprav me vesela. sploh Ker ni, je lepši petek. Je takoj, ne? Kaj lepi petek. Ker vikend. No, tako da, in to je to, kar vam želimo, čudovit vikend, ker ko se naslednjič slišimo, Ja, bo konec vikenda. res velik. je. Uživajte tudi v našem podcastu, pa res fajn se imejte. Veš, kaj ti hočem reči? Pazite na hidracijo, da se ne boste zbudili z glavobolom zjutraj. Predvsem to, prosim lepo. Ne, Jeger? Ja, res je. Kavate? Pa ne vem, ne vem. Ti si zadnji, ko bi rekli, da bi nas vrsto postavili, pa rekli, tako zdaj pa morate dati denar gor, kdo ne bo dehidriran jutri. Jaz bi dal na tebe. Ja, jaz tudi. In slabo bi stalo. Res bi slabo stavil. Ampak mam, sem si prinesel veliko flašo vode, tako da bom dolival v sistem skozi vso jutro. No. Ja, bo čas, pa zdaj, treba je res, ne, zdaj malo se hecamo, ampak res pazite, ker več vode, kot si mislite, zgubite s potenjem, čeprav ne pomeni zdaj, da ste prešvicani, kot da ste maraton prelaufali, ne, ampak malo po malo se telo hladi. Tako da redna hidracija, pa tudi bit v senci, pa poskrbeti za živali. Tako da danes ne siliti okoli 12, 1, 2, 3 ure ven nekaj športati, ampak dajte zadrževati. Ja. Tako da povej onim, ko vozijo dirko po Sloveniji. Ja, ja, dobro, pusti one. Oni so profesionalni. Res je. Včeraj so bili celo v Lovrencu tudi, ne? Ja, so se peljali skozi. Pa zanimivo tudi skozi Dogoše, skozi moj rojstni kraj. Res? Lepo. Pa, kaj pa tam, kam so se pol peljali? Pol so se pa peljali. Ja, Miklavž pa tam, Ja, proti Ptuju, pa pol v Prlekijo, čez Jeruzalem, pa Ormož, pa kakšne lepi posnetki imamo, res prekrasno pokrajino. Kdo bi si mislil, šele ko nam Eurosport pokaže na televiziji, ne? Ja. Vidiš, tako so se peljali skozi Lovrenc, pa res je lep kraj. Ja, dobro, Lovrenc, zdaj. Zdaj je Lovrenc, mislim. In so nam lepo pokazali in je lep kraj, kaj? Ja, ne, vse je, brez nadaljnega. Da pa ne vidiš, kak je lepa Prlekija, pa tudi logično, ne? Ja. Ker tam se pripelješ, stopiš ven, pa te takoj ona, kot tam rečejo, gutna sušica vdari, pa tak na vidiš več. Tak rečejo, gutna sušica. To si on zapomnil. Ok, eno drugo vprašanje. Sta bila kdaj v Disneylandu? Ne. Ne! Nažalost. Ne! Vem. Ja, se meni je tudi bilo žal, da sem bil, ker sem gotovil, da je Miki Miška večji od mene, ko sem začel slikati. Tako da to je, mislim, to so mi tako nastavili. Odraslo Miki Miško so mi dali, da sem se slikal. Žal je to veliko. Daj, nehaj, fuj. No, ampak tam sem prvič jedel eno stvar, ki prav pride, pa je pol ni težko narediti, ko se pogovarjamo o osvežitvi. Tudi nima nobenih mlečnih proizvodov not, če ste morda laktozno intolerantni. Moraš eno ali pa dve težki besedi prečesto že izgovoriti, tako da odkljukano lahko gremo v petek. Imenuje se Dole Whip. Dole Whip? Ja, Dole Whip. Kakao bič za... Ja, pa to... Ne dol, ampak dole. Aha, ok. Dole Whip. Dobro. Zdaj sem pozabil, pa sem ravno zdaj ti dni to malo browsal, pa je spet to ven skočilo. V bistvu moraš dati ananas, narežeš na koščke, pa ga daš v zmrzovalnik. Ok. Pa kokosovo kremo. Dobro. Pa malo limetinega soka, pa potem cuker po želji. In samo vržeš v blender, zmiksaš, pol eni, če hočeš to nekaj oblikovati, pa nekaj tako lepo, pa to še dajo malo zmrzovalnik, da se lažje oblikuje, drugače pa kuj vun iz blendera. Piješ? Je dobro? Ananas, mrzl, veš?
Pa malo ananasa, malo kokosa, veš kakšna kombinacija je to, stari moj. Dobro, in to je idealna kombinacija zdaj za te vroče. Pa to ti poletne pravim, dni. zato sem se pa spomnil. Ja, daj čak stoji zdaj še, tako se tako na hitro se bojo, da to Aj, ne gre. zapiše. Ja, tri sestavine so, oziroma 4. Ananas. Pa Ja. si rekel, kaj še pol? Zmrznit ga daš, ne? Zmrznit, Zmržen, ok. mora biti, da je Ja. mrzlo. Imam, A je mrzlo. dobro. Kokosovo kremo, ne? Kokosova krema, Če pa nimaš malo cukra. pa limetin sok, da je malo pikne, veš, zadnji. Limeta. Ja. Črnimi, jeger. Šerni mi! Limeta v blender, evo. Ja, Pa ja, po, ja. po Če nimaš kokosove kreme, tudi kokosovo mleko ali pa karkoli, ne? cukraš. Ja, pol kusov, ja. To bom Manj probal. kot cukraš, boljše je, ker Aha. ima že ananas ful dost cukra v sebi. Ok, Tako da to je tako, probal veš, bom. da, ja, res bom probal. daj in poročaj, ti tudi probaj. Samo ne Ema, ta če si vikend. kaj- Ta vikend Ne? bom dal Ta druge vikend stvari. ni zadovoljib. Ta vikend bo za kaj drugega. Za hmelja sortiman rezerviran. to je. Ja, lepo, lepo. Dobrodošli, petek 19. junij je danes, lepo in vroče vreme se nam torej obeta. Da. To je prva stvar. In ker je vroče, je idealno, da damo nekomu klimo danes. Ja. To Danes ni je- idealni čas. Ja, in to s fiksnim datumom montaže, Oh. novo klima Grieri, torej danes se bo v Frasin Medvršovu zaključila naša akcija Vročina nima šans, še zadnji skriti zvok hišnega aparata bomo ugotavljali in pol nekomu dali klimo. Vse informacije seveda najdete tudi na naši spletni strani totiradio.si. Danes bomo povedali, katera bo nova Krups Coffee Crush tekma, za katero bomo pač predvidevali v SMS-ih na 051 220 220 in dali še enega Krupsovega lepotca. Danes je petek, skoraj nemogoče vprašanje. Halo? Ne? Še pred 6. imam eno lentovsko presenečenje. Res? Ja, če zgodaj staneš, mora biti neka nagrada, veš, kaj ti hočem. Bravo. In čez en teden se začne. Plus, Jeger, midva se moramo nekaj zmeniti. Kaj pa? Ja. Ja, zdaj mi bo spet nekaj vrgo, da bom glodal, ne? Svetovno prvenstvo v fuzbalu. Kaj si ti, Norjeger? Utrdil si se na zadnjem mestu na vaši lestvici napovedi, ne? Kak veš? Kak? Ja, se nismo še pogovarjali. Ja, se pa ne rabi, smo se včeraj pogovarjali, kaj bomo, ker mi malo Jegru pomagamo, pa ne bi lahko rekel šmurc, pa taka pomoč. Ja, res, šmurc pa tako. Pazi to, od tega novega kroga, ne? Gremo po vrsti, kak si stavo, pa poglejmo realne rezultate. Štima. Ja. Češka, Južna Afrika, 2-0. 1-1 je bilo. Ja. Švica, Bosna in Hercegovina, Tam je bilo 4-1, jaz sem stavil 1-1. dobro. Ja. Kanada, Katar 6-0. je bilo. Ja, 2-1. Tu sem Dobro, dobil, tu si vse tu sem zmagal. dobil 2 točki. Ja. In pa Mehika, Južna Koreja, Ja, 1-2 za Korejo sem jaz stavil, bilo je 1-0 pa je bilo za Mehiko. In če ne bi oni golman naredil take napake, bi bilo 0-0. In to je čar svetovnega prvenstva, Iger. Turnirski sistem in nikoli ne veš, kdo bo koga. 2 točki, od 4 tekem sem dobil 2 točki, medtem ko moj kolega 11. Zdaj pa bodi prvi ali pa vsaj pred zadnji. Si ti, no. Okay. Tako da, ja, včeraj sem zdržal 3/4 tekme Švica, Bosna in Hercegovina. Me je kap skoraj dan zjutraj, ko sem rezultat pogledal. Tako da super, ja. Viš, to je to, da je celo tekmo se nič kaj ne zgodi, pol pa pride zadnjih 10 minut, pa vrežejo Tatari, ne. Ampak zanimivo, se pač, tako kot sem rekel, se vse imamo kaj zameniti, ne. Ja, posebej ne, drugače pa super zadeva, pa tudi hvala Bogu, da je toliko tekem. Jaz uživam v nogometu, prav ne moram verjeti, ker jaz načeloma tako redno ne spremljam tega, ampak svetovno prvenstvo pa res ima neki čar. Ker ne razumeš. Kaj ne razumem, ali da ne razumem. Jaz vem, kaj je Poglej na pasivni. lestvico, boš videl, kako Ne razumeš. vem, kakšna je razlika med pasivnim in aktivnim offsideom. Res? Res. In Ja, je razlika, ne? kaka? Ogromna. Pa res je ogromna razlika.
Hvala ti za to, Jeger. Ja, z veseljem. Danes bo tudi kar nekaj zanimivih tekem. Danes večer Amerika, Avstralija, pa po noči Škotska, Maroko, Brazilija, Haiti in zgodaj zjutraj še Turčija, Paragvaj. Če ne boste mogli v soboto zjutraj spati, o 5 se začne še ena krasotica kroga, verjetno. Super, svetovno prvenstvo v nogometu laufa in v prihodnjem tednu oziroma že čez vikend pa bomo malo bolj aktivni oziroma prisotni tudi mi na tem radiju. Namreč tja bomo poslali res posebnega od poslanca, ki bo malo spremljal dogajanje. Danes bomo novo klimo GreenAir s fiksnim datumom montaže 2. julija bo že pihala. Pri vas še zadnji skriti zvok hišnega aparata imamo pripravljen. Lično. Ta bo najtežji. Res? Ali pa ne. Okay. Ne, ker za konec moraš malo pofefrati, ne, ko se reče. Na kraju vedno pride fefrunga. Ta stara štajerska resnica. Okay. Če boste vedeli, za kateri hišni aparat gre, seveda pošljete, napišete, za katerega gre, dodate ključno besedo GreenAir in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220. Tako, in brez odvečnih besed. Prisluhnite, danes je tak zahteven, da sem moral dati namig zraven. Res? Ja, ok, poslušajte. Danes pa bom posnel zvok enega od verjetno najbolj tihih hišnih aparatov. Samo moment, da ga vklopim. Ok, dela, poslušajte. In ker je težko ugotoviti po tišini, naj dam samo en namig, da probam. Aj si... Okay. Kaj te imaš to? Ja, pač, sej, če malo razmisliš, mogoče niti ni tako težko. Dobrodošli. Veste, kako pravijo, ne? Petek je skoraj bogokletno govoriti o ponedeljku. Ja, res je. Ja. Še huje je, ko se še počitnice niso prav začele govoriti že o novem šolskem letu. Ja. Ja. Enako drži. Jaz bom zdaj združil vse v eno. Resno? Ja, Zakaj? zato, ker v ponedeljek bo en prav poseben dan, predvsem za starše pri nas na tem radiju. Šolsko leto je pri koncu, ampak pravi že razmišljamo o naslednjem. Kam gnjavi šolo, kaj lahko vsaj malo v počitnicah uživam? Kaj si nor ti, kakšne počitnice, če si 50 star? Pa tak se reče, no. Ti ne, veš kaj pravijo? Kdor odlaga, Prenehaj, polaga. na srečo imamo kopijo novo, kjer s par kliki rešiš in imaš mirne počitnice. No, v ponedeljek, 22. junija bomo pomagali tudi mi na tem radiju. Kopija nova dan. Skozi ves dan bomo delili cele komplete šolskih potrebščin po seznamu vaše šole. Prijavite se že danes, pošljite kopija nova in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220. Kaj mi, ko imamo popravne, se tudi lahko prijavimo? Daj mirno. Skoraj nemogoče vprašanje in gled, koga sem pripeljal, Jeger, v tudi studio. Ne. Ana, dobro jutro. Dobro jutro. Kaj Tu pridem. Kaj delaš tu ob 7? Kaj dela tu ob 7? Ja, kaj dela? Skoraj nemogoče ste? vprašanje. Ja, pa naj pride ob 7:30 v službo, če pol ker dela. se že prej blaž. Še kasneje bi ti meni dal, da jaz prihajam v službo. Ja, v redu. Ja, ob, To se bomo pol zmenila. ne, ob petkih, če nisi Na zjutraj na srečo programu, ti on ne daje. Ja, pa ker si na mesto Saše, bi lahko prišla malo bolj pozno, ne da mi, zdaj bom spet ob točko. Torej, koliko zaostajaš, Jeger, za svetom? Ja, 4, ne? To še kar malo. Še vedno 4. Je še vedno, ja. Seveda, se pa to, tudi prejšnji petek je sam sabo igral, pa tudi nič. Skoraj nemogoče vprašanje, torej tudi danes korenini v eni statistiki iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora, Ali pač. tako. Danes iz restauracije. Ok. 40. Močen, Jeger. Ja, se nastavljamo jih pa to. Ja. Torej, 40% vseh vprašanih v tej študiji je dejalo, da jih v restavraciji najbolj moti to.
Kaj je to? Nepospravljena miza, ne ščiščena Da miza, niso umazani. pa popra na mizi. Pardon, pa če ga se stisne, ne? Da so umazani Pa WC-ji. čakajo, da je na postrežbo. Ne, Da miza ni obrisana. ne. Nima veze z mizo pa brisanjem, pa z Da jih beštekom. natakar ne pozdravi. Ne, nima veze z natakarjem. Ja, s čim pa? Ja, ne nima pa delamo v restavraciji. Da je umazano nasprotno. Ne, nima veze moti z v Čakaj, restavraciji? koliko? Samo še enkrat koliko? 40. Aha, 4 to je od manj 10, to je malo manj kot pol. Jih najbolj, ko pridejo v restauracijo. Ne, ko so v restavraciji, kdo je rekel, ko pridejo? Da ne dobijo takoj menija. Da nimajo kam s torbicami žensk. Ne, Ne. Da je osko, da so mize preveč skupaj. to je osko. Je muzika preglasna. Ne, ni muzika preglasna, ni to. Da dobijo hladno. Ne, nima veze s hrano. Nima veze s hrano, Ne. nima veze s čistočo, pa nima veze z kelnerjem. Postrežbo, ali kaj? Kaj še te ostane potem? Pa nima veze Da s tem, si kako je preveč osko. naročijo. Ne. Da si naročijo nekaj, česar sploh nimajo radi. Nima veze z naročanjem. In tudi s tem ne je dobro. Kaj pa jih pol moti? Samo če se Čakaj, zdaj vredo. koncentriraj se, Jeger, no, Ja, vse res je. znaš. Čakaj. 4 od 10, 40%. Jih najbolj moti to, ko pridejo. Temperatura? Dober poskus. Da je vroče. Svetloba! Ne, ni temperatura. Svetloba. Ni svetloba. Luft. Luft. Pa ne veš, kaj bi luft. Ne. Glasba! Ne. Ne, to smo že rekli. A res? Zadnji poskus imate. Pa viš to, ker me nekaj not vlačiš, ko sploh nisem pripravljena. 4 od 10 so rekli, da jih v restavraciji najbolj moti to. Vonjave. Ema, ne. Sem mislil. Zadnji poskus Ema je spadla, Jeger Ana. Se predata. Ne vem, kaj bi še bilo. Okay. Čudne ploščice na WC. Kaj je? Dobro, To no. pa res je. Kaj je bil pač zadnji? In prepričan sem, da ko bom povedal, boste rekli vsi, a ja. Tak in tak bomo, se to Okay. zmeraj isto. Torej, brez zmagovalca danes v igri skoraj nemogoče vprašanje. Naj povem, 40% ljudi v Evropski uniji v restavraciji moti to, da pri sosednji mizi ful glasno govorijo, pa se derejo. Res? Ja. To je malo motiče, ne? Mene gre to tudi na živce. No, evo. Včeraj smo se zato pri kolegici doma dobili, ker smo mi take ponavadi. Ja, pa malo. Vidiš, kako ste bile obzirne. Po pa osvežitev, kaj ti glede na situacijo, so se odločili, da bodo kopališče Mariborski otok, torej naš Mariborski otok, odprli malo prej, kar se prevede v. Kaj se privede? Kdaj ga bodo odprli? Ja, jutri? Ja, hvala lepa. A ja, ok, dobro. In To še jaz vem. to še tako. Ja, dobro, saj jaz tudi vem, da ga jutri odprejo. No, je dobro, to. tako je, ja. Ja. Zdaj vsi vemo. To je pomembno, Najprej so mislili, da ga bodo za počitnice, ampak je pa so zdaj en teden prej odločili. pravilno. Ja. In ker odprejo Mariborski otok jutri, Ja. Jeger, mislim, da ne bo odprt, če ne bo tvoje tradicionalne bombice. Yep. Ja, in je nebo. Kak je nebo? Ja, ker- Jaz imam zmenjeno, čez 1 uro na otoku te čakajo. Fajn, ti si se menil brez krčmarja. Zakaj? Ja, Brez krčmarja. ja, to je račun, ne, brez krčmarja. Zato, ker jaz Ampak ne, da boš vedel, Ja. res sem se menil brez krčmarja, ker sem se po telefonu pogovarjal in enega oštirja ni bilo zraven. Glej, brez krčmarja pomeni račun, brez krčmarja si dela, zato ker kam na silo, jaz nimam kopalk s sabo. Ja, in Eno. ali Matic Jeger, zdaj te bom čisto resno vprašal, No, ne, ali želiš ne. tvegati usodo kopalne sezone, osvežitve, ki je tako zelo pomembna za vse v našem mestu, samo zato, ker nimaš kopalk zraven? Čakaj, ti zdaj hočeš povedati, da če jaz danes ne grem skočiti bombice, jutri ne bojo odprli. Absolutno. To je osnovni pogoj. A me ti spušča. In zdaj, tudi če nimaš kopalk, misliš, da boš prvi? Ki bo brez kopalk na otoku skakal. Ja. Saj sem že brez kopalk na otoku skakal, samo ne bi več. No, vidiš. Ne, v vodo, mislim, ne okoli, to, kar si po travi laufal. Dobro, vodo pa še res nisem. Ne boš rabo laufati po travi, samo bombico moraš narediti. Pa res. Ne, ni sezone brez igrove bombice. Reči ja. Ema, kaj pač bi ti? Ha?
Ne. Kaj, kje je Jegrova bombica, kje je tu študentka ima not? Ja, v redu bom šel. No, vidiš, okej. Tine, dobro jutro. Dobro jutro. Ja, dobro jutro. To pa bolj lepo petkovo jutro, nisi si mislil, ne? Ja, glej, cela Sonce sezona. pa luna. Naenkrat. Kaj govoriš? Torej, kupalna sezona je pod vprašajem in če Igor ne skoči bombice, kljub temu, da nimam kopalk s sabo danes jutraj. Ne? Mislim, samo ne vem, zakaj vedno mene v direkt tišiš not. Tebe, ti si samo... Ne, Dejano govorim. Je samo... Zakaj mora mene, zdrav nagega deda, not Je pa, tišati? ti gre samo... Da dvigneš Je pa nivo. zakaj sploh moram jaz, kaj? Ja, zato, ker nekdo more pač zrajniti. Ne, drugo vprašanje je, zakaj mora iti Ema, ki mora vse to posneti. Že drugič, travme. Kaj je, se pa prvič ni bilo znova. tako hudo. Ja, jaz nisem spala 2 meseca po mojem. Kaj, zaradi tega telesa, Ja. jaz se to večkrat, veš, večkrat Okay, dovolj o tradicionalni Igorovi bombici, o tem, Upam, da se bo zgubil v šumi na otoku. Pa bo živel tam Prej si 20 predlagal, let. da bi oba dva naga skakala. Ja, pa sem si premislil. Hvala Bogu. Kaj si nam danes pripravil, Tine? Nekaj absolutno drugačnega. Dobro. In sicer znanstveniki, ki se ukvarjajo z dolgim življenjem in raziskujejo so trdno prepričani, da oseba, ki bo prva doživela 150 let, je že na svetu in je stara, pazi to, nekje med 20 in 30. Ema. Čeprav tako si freh, ne vem. Ne razumem. Slabo kaže. Ne Jaz sem razumeš? mislil, Ne. da boš začel z, da se ti, ki se ukvarjajo z dolgim življenjem in to, da so rekli, da prvi, ki bo nagi skočil, bo to Okay, etimologi brez meja so inštitucija, ki se ukvarja z, kot samo pač ime pove, v bistvu, ne, z izvorom določenih besed v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Dejansko so potrjeni tudi iz strani kolegov strokovnjakov. Tako, z Akademije znanosti in umetnosti. Tako, čisto za res. In ker se seveda dogaja vse skupaj na oni strani Trojan, pač zveni malo drugače, ampak sporočilnost pa je, ne, tako kot mora biti. In to je nova zgodba etimologov brez meja, ki so spet snemali, ko so pač določali naglasna znamenja. Ja, kje sta pismo? Dolg se že nismo videli, to zimsko spanje, kar šlo v 3 pisane Marjetice. Smo ga kar malo potegnili, a ne? Ok, dajmo se zresniti in dajmo slovenščino postaviti nazaj na zemljevid, preden nam obri avari in vikingi zažgo narodno univerzitetno knežanco. Ja, itek, ampak aloh, še samo eno zgodbo, preden se lotimo dela. Zanj sem v klet nekaj pospravljal in sem za škafom, ki sem ga zelja, našel preminulo podganjo družino, ki je tam vsaj že od zadnjega punta. Ogaba. Ampak nič pa ni bolj odvratnega, bolj gabenga in bolj gnilga, kot pa pokvarjena skuta, ki je ležala v neposredni bližini. A sta vidva, kaj tacga kdaj vonjala? Ogaba. A vidva vesta, koliko so podgane smrdele po gnili skuti? Sam ta slika podgan prskuti, pa se mi želodec obračeno. Podgane, prgnili, skuti. Čak malo, kva si rekel? Ja, podgane prskuti. Čak. Prskuti, praviš, priskuti? Torej lahko morda rečemo, da so se ti podgane priskutile? Je kva je z vama? Ja, nič, moped je šel mim. No, dej zdaj nekaj zapisati, če imamo novo besedo. Če nimam nič zapisati, sam papirus imam, čist nov, A4 visok karo, Vega mi ga je posodil. A unka računa? Ja, Jurči. No, dej eno pero, preden pozabimo.
Izvol, fazanovo je. No, kva smo zdaj rekli? Priskutiti. Torej, ko se v kom zbudi skrajen odpor do nečesa, se mu nekaj priskuti. Tako ja, tako kot meni tvoj face. Kaj čakata, brž pot pod nogi? Ja. Oziroma asfalt pod kolesa, lepe oranžne Škode, kolega Jeger. Ja, no. Treba. Pa nimam kopal. Je dobro. Kaj če zdaj so še hujše stvari v življenju. Cela sezona, kopalna sezona na otoku visi, oziroma je odvisna, ali boš ti imel to tradicionalno bombico ali ne. Ker glej, zadnji dvakrat si imel tradicionalno bombico, kakšna sezona je bila? Je vrhunska. Tako je. Ne. Ali želiš to tvegati, prikrajšati otrokom, ki letos, kot je povedal, kot je Prosnik povedal, ne bo imeli plavih ust. V bistvu je mislil modrih ustnic od mraza, ampak... Dobro, pač prosta interpretacija. Zakaj me siliš, dobro? Ja, no. Grem. Ok, ima srečno tudi tebi, ker boš morala spremljati. Ja. Tako, zdaj pa gremo, ne zdaj dobesedno, na srečo, ne, vsaj za mene na srečo, na Mariborski otok. Tam so Ema, Tine in Jeger. Kaj je smešno, Tine? Kaj ni smešno tu? Ok, kaj ni smešno? Jeger je nagi. To je recimo dovolj velik razlog, da so. Lepo, lepo. Jeger, jaz vem, da to ni vljudno, ampak stran gleda, ko se stavil menim. Kaj bi zdaj stran gleda? Tako on ima zelo blizu. Da beži, to, da pa ne dotikaj se me. Kaj je, ne pa saj, dotikaj a si se me. hodil kdaj na kaki trening, pa si se pol tušira, se pa Jaz samo ne s tabo. Daj Ja, nehaj. pa se nima veze s kom. Torej, Dejan, Ja. mi smo, Jeger, si pripravljen? Jaz sem se že kar udomočil tukaj na Mariborskem otoku. Preveč si se udomačil. Jaz bi samo povedal to, da pač se opravičujemo, da moramo to imeti vetro, ampak pač, če bi nekdo razmišljal, pa imel s sabo kopalke, bi se vsemu temu izognili. Ne more se pa sezona začeti na otoku brez Jegrove bombice. Se strinjam, veš kaj je edino problem, veš, včasih smo mi na te hodili gledati. Ja. So bile, zdaj pa one hodile igrati. Ja, ok, te pa če je perajt. Ja, kaj si perajt ti? Jaz sem perajt, ja. Čakaj, jaz bom ti rekel 3-4 ti pa leti. Dobro. Si? Ja sem, ja. 3-4 zdaj? Ja, tako hitro, kaj? Jeger, sem pridi. Super. Šmrkelj ti visi, tako je obriši se. Prve besede? Vrhunsko. Ful osvežujoče. Ni tako mrzla, ko bi se zdelo na prvi pogled, glede na to, da je na frišno napolnjen bazen, pa tu v tem predelu, ko nisem navajen, ne, je tudi fajn. Vem, da bolj težko govoriš, ker ti je jajca v grlo porinilo, ne? Ja, Dejan, odprli smo. Rešeno. Sezona bo. Aleluja, jaz se še enkrat opravičujem vsem, da na tak način, ampak zdaj tudi, ne vem, moramo razmisliti, ali bomo to objavili tudi na naših družbenih omrežjih kot video. Ja, bomo, ampak jaz predlagam po 9 zvečer, pa da ob 5 zjutraj umaknemo. Zbriše, ne? Da samo po noči se vidi. Ja, dobro, hvala lepa, Jeger, zgleda, da ne. Potrjeno je, nova sezona na Mariborskem otoku bo izjemna in prvič boste lahko začofotali že jutri, od jutra dalje, tako da uživajte. Hvala lepa. Dejan, Ana in Jeger. In toto jutro.